ponovadi začnemo z pripravo smeri, oziroma kakor mi rečemo route setting. Približno teden dni prej. Ponovadi začnemo prvo postavljati finalne smeri. Ko postavimo finalne smeri, testiramo, da dobimo občutek za težavnost. Potem pride naslednji korak, da se smeri markirajo na steni, se umaknejo dol iz stene in se začne drugi korak tega. Se pravi, potem pridejo na vrsto polfinalne smeri. Polfinalne smeri so ponavadi najtežje smeri, ker je nabor tekmovalcev večji, se pravi, v polfinalih imamo 16 tekmovalcev in hočemo z smerjo razvrstiti jih oziroma dobiti ta najboljših 8 za finale. Se pravi, ponavadi je polfinalna smer bolj selektivna. Potem pa tretji korak, se pravi, ko sledi kasneje, pa potem kvalifikacijske smeri. Potem pa vmes med vsako rundo, ko se tekmovanje odvija, probamo opazovati tekmovalce, kako se oni v bistvu znajdejo v naših smerih. In potem, če vidimo, kdaj da so smeri mogoče malo na težji strani ali pa na lažji strani, potem v naslednjem koraku tekmovanja, se pravi potem v polfinalu, probamo te smeri malo prilagoditi in v naslednjem koraku, se pravi spet v finale isto. Pravi, finalna smer je potem v primerjavi z polfinalno mogoče malenko za težavnost lažja, ampak hočemo narediti, da je v bistvu tudi malo ta show aspekt, da finale pač izpadejo atraktivni, zanimivi in seveda probamo pripeljati tekmovalce čim više na steno, ker je to zanimivo za tekmovalce, in doseči neko primerno razvrstitev. Se pravi, najslabši scenarij, če bi temu rekli, je, da nam vsi padajo na istemu mestu ali pa da vsi splezajo. Najboljši scenarij je, da najboljši tekmovalec ali tekmovalka pač doseže vrh, drugi en gib pod njim in tako naprej. To je idealen scenarij. Pri tem projektu v tem nekem ožjem ekipi sodeluje recimo enih 30 ljudi, potem na samem dogodku tukaj v okviru Planinske zveze plus climbing centra enih 70. Če še pa k temu dodamo še zunanje izvajalce, pa to je pa gotovo tu vpetih v sam dogodek okrog 200 ljudi. Razvoj športnega plezanja je na globalni ravni, je pravzaprav rastel in se razvijal tudi z organizacijo tekme svetovnega pokala v Kranju dolgo desetletja in zdaj v Kopru. Tako da smo pravzaprav rasli en z drugim in z tega razloga se nam zdi zelo pomembno ohranjati tekmo v Sloveniji, ostati v prepoznavni, tako kot država, tako kot šport na globalni ravni. Po drugi strani pa seveda ponuditi možnost slovenskim navijačem, da si pogledajo najboljše plezalce sveta od blizu, pridejo navijati, doživijo to vzdušje in na ta način seveda tudi promovirati samo športno plezanje med mladimi in starejšimi. Stil smeri in seveda posledično tudi, stil smeri je neka posledica razvoja teh oprinkov oziroma teh velikih volumnov, ki moramo priznati, ko vse to fantje namontirajo na steno, izgleda estetsko lepo, ampak je blazen drago. Ne vem, zakaj je temu tako. To je vsaka od ne vem, recimo teh smeri je vredna okrog 10 000 evrov najmanj. Te oprinki so blazno dragi. Moram reči, da so proizvajalci v teh zadnjih letih so to res izpilali. Tudi izdelek sam je lep, ko ga pogledaš tudi od blizu, je lep, ampak je drag. Letošnja tekma, proračun letošnje tekme bo presegel 250 000 evrov. Glavnina teh sredstev je pridobljena z sponzorstvi naših zvestih partnerjev in podpornikov. En del je potem so tudi sredstva lokalne skupnosti, en del sredstev je pa potem tudi pridobljenih samo prodajo vstopnic. In recimo sam za neko ilustracijo,
ta del je manjši od 20% celotnega preračuna. Kaj to meni pomeni? Meni predvsem to pomeni vedno neki izziv. Postavljati smeri za svetovni pokal pa za kjerkoli tekmo je v bistvu kar velik izziv. Predvsem zato, ker je zelo veliko nekih faktorjev vključenih zraven, na katere ne moreš vplivati ali pa jih težko oceniš vnaprej. Poleg tega, da se en kup zadev tudi dogaja na samem tekmovanju in je poleg tega, da je zelo fizično delo, je tudi zelo kreativno delo in potem tudi ta vidik preceniti zmožnost tekmovalcev in tekmovalk, da se bodo dobro odrezali na naše smeri.